V nedeljo 25. junija je v svojem rojstnem kraju in župniji Kovor v krogu redovnih sobratov župnika Ivana Potrebuješa in drugih duhovnikov, laiških misijonarjev, številnih svojcev in prijateljev obhajal zlato mašo eden od 3 letošnjih slovenskih jezuitov zlatomašnikov, dolgoletni jezuitski misijonar v Zambiji in Malaviju, pater Stanko Rozman, ki se je leta 2020 vrnil v Slovenijo. Slavnostni pridigar je bil velik dobrotnik misijonov, koroški duhovnik in ravnatelj Slovenskega katoliškega doma Prosvete Sodalitas v Tinjah, Jože Kopajnik. Ob koncu slovesne maše je zbrane nagovoril tudi sam slavljenec. Slavje so obogatili posebej še domači pevski zbor, pritrkovalci, liturgični sodelavci, govorniki, narodne noše, pogostitev za vse in izbrane goste. Prisluhnemo pridigi gospoda Jožeta Kopajnika. Dragi prijatelji in zlatomašnik Stanko, dragi duhovniški sobratje, še posebej iz družbe Jezusove, dragi vsi navzoči, dragi mladi. Zvanovi kovorške župnije zvonijo danes drugače, kako sicer. In tudi vaš cerkveni zbor se lahko pridruži angelskim zborom, ker mislim, da ste s takim petjem prebudili še zadnjega angelčka in da bo vaše petje veliko predokus tudi nebeški svečanosti dogledni, ker se bomo kmalu preselili iz zemljskih gajev v nebeško domovino. Danes naznanijo župniji in vsej okolici poseben praznik, slovesnost zlate maše dragega rojaka, neumornega in zaslužnega misionarja, ki je večino svojega življenja posvetil Afriki, ki je trpela v zgodovini in trpi še danes toliko različnih stisk. Dragi navzoči, kako se večerna zarja razlikuje od jutranje, tako se slavje zlate svete maše razlikuje od nove svete maše. Z mašniškim posvečenjem stopa mlad duhovnik, poln pričakovanja, poln energije in misijonske vneme na novo pot, na katere se je dolgo pripravljal s študijem, s prečiščevanjem svojih srčnih nagibov in z vztrajno molitvijo. Marsikateri novomašnik v svoji rosni duhovniški mladosti misli, da se z njim začenja novo obdobje cerkvene zgodovine in da bo začel spreobračati svet. A kmalu spozna, da niti samega sebe ne more tako hitro in korenito spremeniti, kako si je to v svojem mladostnem idealizmu predstavljal. Vsak duhovnik mora kmalu spoznati, da pomeni delovati v Božjem kraljestvu najprej, obdelovati in rahljati svojo lastno gredo, preden more biti vrtnar za druge in biti njihov učitelj. Tudi velika misionarka naših dni, mati Tereza iz Kalkute, piše v svojem dnevniku: mislila sem, da je moj misijonski poklic preobračati ljudi, a kmalu sem spoznala, da je moje poslanstvo ljubiti. A vsak duhovni se kdaj v tihi uri in v ponižnosti pred Bogom sprašuje: Bog, ti si mene izbral, mene, kot da nisi besede poznal, ki jo nosim v srcu, kot da nisi vedel, da sem ukovan v verige slabosti. Zakaj si me poklical? Saj dobro veš, da svet po mojem življenju sodi tvoj nauk. Po moji ljubezni, tvojo ljubezen. Ljubezen do Kristusa je pogoj za vsak apostolat. Torej se vsak apostolat in dušno-pastirski ter misijonski uspeh začne na kolenih. Znan mistik današnjih dni Tomaž Merton
nas pouči, ko pravi, iščete v molitvi Boga in ko ga najdete, napravite z njega moč svojega življenja. Brez njega se vsi naši napori osipajo v popel in naše zarje so temnejše od noči. A prav tako velja, življenje je kot dolga reka, ki na bregovih pušča sledi. Vse, prav vse, kar človek naredi, ostaja in ne izgine do konca dni, če ponižno izpolnjuje Božjo voljo. Dragi zlatomašni misionar Stanko, v Fani cerkvi svetega Janeza tukaj, ko si kot fant redno zahajal k sveti maši, o tem sva se pred 2 dnevoma Tina dolgo pogovarjala, si začutil svoj poklic pripravljati pot Gospodu ali doma ali v misijonih. Verjetno te je Janez Krstnik, kako prej svoje učence, napotil tudi tebe k Jezusu. Zavedal bi se od začetka, da je misijonsko poslanstvo Jezusove cerkve tako bistveno, kakor je bistveno za ogenj, da gori. Odločil si se za ogenj srca, za ogenj ljubezni, za ogenj misijonskega poslanstva. Ne bom našteval tvojih velikih zaslog v misijonih, kjerkoli si deloval v Zambiji in v Malaviju. Ne bom našteval vseh gradb, cerkva, šol, zdravstvenih in drugih institucij, ki si izgradil s pomočjo dobrotnic in dobrotnikov po vsem svetu. Ne bom našteval vseh vodnjakov in vodovodov, s katerimi si ubogim oskrbel svežo vodo za ljudi, polja in živino. O vsem tem graškem in tudi uspešnem te blagoslovljem delovanju v Zambiji in v Malaviji boste lahko brali v tej posebni reviji Slovenski izviti. Upam, da imate izvitski bratje dosti teh zelo zanimivih informacijskih listov danes seboj. Omenil bi rad samo to, da so te afriški kristjani sprejeli za svojega, ker so čutili, da si jim z veseljem in s potrpežljivostjo popolnoma razdajaš. Bil si z njimi in tako uresničeval Jezusovo zvestobo, jaz sem z vami vse dni. Bivši graški škof Weber je dejal, misionar naj bi imel v svojem srcu in na svojih ramah dosti prostora, da bi nosil in prinašal stisko sveta in človeštva. Dragi slavljenec Stanko, kar sem pri tebi, odkar se poznava in sodelovala v zadnjih 50 letih in več, kar sem najbolj občudoval, da nisi nikdar tarnal, jamral, obupaval, da se različnih tebi zaupanih nalog nikdar nisi bal, temveč si se vedno zaupanju do svetega duha pogumno in včasih tudi strmo vpregal v vedno nove naloge in projekte, ki jih z Božjo močjo tudi zmogel. Hvaležnost je posebna dika tvoje vere in tvojega zaupanja, ker živiš iz Jezusove obljube, da ostaja vedno pri nas. Jaz sem z vami vse dni, ne samo v sončnih urah življenja, temveč tudi kadar sivi in temni oblaki zatemnjujejo nebo in zastirajo pogled v varnejšo prihodnost. Besede pri diakonskem posvečenju si pozneje zvesto uresničeval v svojem osebnem, duhovniškem in misijonskem življenju. In te besede se glasijo: glej, da boš veroval, kar boš bral. Učil,
kar boš veroval. Živel, kar boš učil. Vsaka apostolat se začenja na kolenih, v tihi molitvi in ponižni vztrajni prošnji. Z Gospod, zgodi se tvoja volja. In kdor ima odprto in poslušno srce za Boga, bo začutil utrip življenja tistih, katerim je poslan. Evangeljsko in misijonsko poslanstvo ni v tem, da mi prinašamo Boga k ljudem, temveč da le skupaj z njimi odkrivamo, kako Bog že vedno deluje v njih samih, če so le budnega in ljubečega srca. Duhovnik je le bolj pričevalec, da je Bog oče vseh ljudi in da želi vse človeštvo združiti v eno družino srečnih in končno zveličanih otrok, ker mi nismo samo zemeljani, temveč poklicani, da bomo nekoč večno nebeščani. Drugo, kar sem lahko opazoval pri tebi, je tvoja razsodnost v težkih in včasih kočljivih vprašanjih. Ne ozira se na osebo ali pričakovane ljudi, temveč pove svoje nevsiljivo mnenje po navdihu in molitvi in kar spoznaš kot Božjo voljo, če tudi le ta marsikdaj še kako drugačna od človeških želja. Dragi jubilar, prijatelj, misionar Stanko, s hvaležnostjo se lahko oziraš nazaj v bogato in blagoslovljeno, dostikrat prav pionirsko misijonsko oranje in se sedaj hvaležno veseliš, če je mnogo rodovitnega semena obrodilo zaželeno in tudi nepričakovano bogate sadove. A dostikrat si doživljal tudi resničnost besed pesnika Srečka Kosovela, ki pravi: veliko moraš pretrpeti, da si to spoznanje pridobiš. Kdor hoče živeti, ljubiti, ta mora poljubiti križ. V svoji prirojeni in tudi preizkušeni ponižnosti pa si svoje delo vedno spremljal in še spremlja s svojo zaupno molitvijo, vedoč, da je eden, ki seje, drugi pa, ki daje rast, razcvet in bogat sad. Dragi mladi, vsaka duhovniška jubilejna slovesnost ne bi bila tudi seme za nove duhovne poklice. Duhovniški, redovniški, misijonski poklici so Božji dar, ki ga ne moremo izsiliti, temveč samo izprositi. Duhovni poklici ne rastejo na peščeni in kamnitih tleh verske brezbrižnosti, temveč na zemlji, ki je prepojena z vero in zaupanjem, da bo Bog izbral, poklical in poslal toliko duhovnikov, kolikor jih potrebujemo in takšne, kakršne si zaslužimo. Duhovni poklici se navadno porajajo v vernih družinah, kjer se spoštuje Gospodov dan in kjer je živa tudi družinska ali osebna molitev. Najbolj varna pot do duhovništva pa je še vedno mladost preživeta s Kristusom. In gotovo je med vami, dragi mladi, ta ali oni, ki je že slišal Božji klic, hodi za menoj. Ta in oni ga tudi skrbno goji in varuje, ker se zaveda, da ga nosi v prsteni posodi, ki se lahko tudi hitro razbije. Dragi fan, ki te je Kristus poklical,
Ne zapiraj svojega srca, ne zavračaj ponujene milosti, a Bog se ti ne vsiljuje, temveč te le vabi kot prijatelj. Kristus tudi danes kliče vsem mladim, pridite in dajte mi svoje srce, dajte mi svojo mladost, dajte mi svoje hrepenenje po sreči in ljubezni, dajte mi svoje prijateljstvo. Sveti papež Janez Pavel II. Je v svojem prvem prihodu v Sloveniji bodril mlade, zbrane v Postojni, korajža velja, ker Bog daje svojo moč vsem, ki mu zaupajo. Več kot lepo bi bilo, če bi lahko v kratkem času pozdravili v Kovorju spet naslednjega novomašnika. Dragi slavljenec, dosti je besed, priznanj in zahvale. Rad bi ti poklonil še posebno srčno spodbudo iz dnevnika svetega papeža Janeza 23., ki se glasi: človek je največji, kadar kliči, najlepši, kadar moli, najmočnejši, kadar odpušča, Bogu najbolj podoben, kadar ljubi. Človek je največji, kadar kliči, najlepši, kadar moli, najmočnejši, kadar odpušča in Bogu najbolj podoben, kadar ljubi. To je najboljša in najprepričljivejša izkaznica tudi tvojega življenja in misijonskega delovanja. Dragi Stanko, ostani zvest Jezusov prijatelj in naj dobri Bog bogato blagoslovi vse tvoje nadaljnje dni. Amen.